Ker se Slovenija nahaja v samem vrhu po številu registriranih traktorjev in ima že vsak 17. Slovenec doma traktor, je Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa organizirala poseben dogodek v Mariboru. Sicer prvi tovrsten, ki ga je obogatila s predavanji in praktičnimi prikazi na vadbeni površini. Tokratna govorca sta bila vršilka dolžnosti direktorja Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa Simona Felser in Boštjan Koletnik, samostojni policijski inšpektor s Policijske uprave Maribor. Predstavljeni so bili napotki za varno udeležbo voznikov traktorjev v prometu, vsi udeleženci pa so bili pozvani k varni, previdni in odgovorni vožnji. Veseli me, da smo danes na sedežu območja 5 in tudi v mojem domačem okolju. Na kratko bi vam rada podala nekaj napotkov za varno udeležbo voznikov traktorjev v prometu. Po številu traktorjev na prebivalca je Slovenija prava velesila, saj ima povprečno vsak 17. Slovenec doma traktor. Moderni stroji zahtevajo več znanja, saj so vse bolj elektronski in robotizirani, kar zahteva tudi dobro poznavanje in usposabljanje. Ko je Slovenija vstopila v Evropsko unijo, je postala upravičenka do denarja za različne razvojne programe, med drugim tudi na kmetijskem področju. Kmetje so lahko pridobili evropska namenska sredstva za nakup kmetijske mehanizacije in številni so to možnost tudi izkoristili. Konec leta 2022 je bilo v Sloveniji registriranih že več kot 119.000 traktorjev. Poleg registriranih traktorjev je po nekaterih ocenah še mnogo neregistriranih, njihova povprečna starost pa narašča. To so predvsem starejši stroji, ki so najpogosteje brez kabine ali varnostnega loka in se kot taki ne morejo registrirati. Za uporabnike so tudi bistveno nevarnejši ob morebitnem prevračanju in predstavljajo veliko tveganje v prometu. Izpostaviti želim, da tudi za voznike traktorjev velja prepoved vožnje pod vplivom alkohola in drugih psihoaktivnih snovi, med vožnjo pa je prepovedana uporaba mobilnega telefona. Traktor mora imeti vgrajen homologiran varnostni lok ali kabino ter drugo obvezno opremo, ki varuje ob morebitnem nastanku prometne nesreče. Vsako leto je zabeleženih okrog 150 prometnih nesreč z udeležbo traktorja, največ v naselju. Ker je traktor počasi vozeče vozilo, mora imeti nameščeno označevalno tablo za takšna vozila. Med cestnoprometnimi pravili izpostavljamo, da se mora voznik vozila, ki vozi na čelu kolone z nižjo hitrostjo od največje dovoljene hitrosti, če ga kolona ne more varno prehiteti, na prvem primernem kraju umakniti z vozišča in pustiti kolono mimo. Med delom na njivi se na traktor in priklopnik nabereta zemlja in blato, ki ga marsikdo nato nanese na cesto, kjer takšna onesnaženost lahko predstavlja nevarnost v prometu. Zakon zato veleva, da je vozilo potrebno očistiti ob vsaki vključitvi v cestni promet. Traktor mora biti registriran, tehnično brezhiben, s prižganimi in čistimi lučmi ter odsevniki in ustrezno opremljen z ustripajočo rumeno lučjo, če ima pripet priključek, ki je širši od traktorja. Lani je bilo opravljenih nekaj več kot 111.000 tehničnih pregledov traktorjev. Večina se zaradi specifike tovrstnih vozil opravi na terenu. Kaj to pomeni? Organizacije, ki izvajajo tehnične preglede traktorjev na terenu, morajo za te lokacije izpolnjevati posebne pogoje, lokacije in termine pa morajo priglasiti pri Agenciji za varnost prometa. Imetnik traktorja lahko izbira med trenutno 1646 veljavnimi lokacijami za opravljanje tehničnega pregleda na terenu. Natančne lokacije in čas izvajanja objavi izvajalec tehničnih pregledov. Trenutno je priglašenih več kot 200 terminov, za opravljanje takšnega pregleda v postopku priglasitve jih je še nekaj manj kot 400. V letošnjem letu jih je bilo izvedenih že 495. Tehnični pregled mora biti opravljen v skladu z veljavnimi predpisi in ob uporabi brezhibnih predpisanih merilnih naprav in opreme. Če je na tehničnem pregledu ugotovljeno, da je vozilo brezhibno, se izda potrdilo, na katerem je označen rok, ko mora vozilo opraviti naslednji tehnični pregled. Za vožnjo traktorja voznik potrebuje veljavno vozniško dovoljenje F kategorije in na 27.3. je bilo v Republiki Sloveniji skoraj 300.000 imetnikov veljavnega vozniškega dovoljenja kategorije F. Vsako leto 250 oseb opravi izpit kategorije F, brez da bi predhodno že imeli veljavno vozniško dovoljenje kategorije B.
Usposabljanje iz varnega dela s traktorjem in traktorskimi priključki je namenjeno vsem, ki želijo pridobiti izpit za F kategorijo. Ukolikor ima oseba že veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil B, BE, C, CE, D1, D1E, D ali DE, se izda vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije F brez opravljanja izpitne vožnje in zdravniškega pregleda, če uspešno opravi usposabljanje v varnem delu s traktorjem in traktorskimi priključki. Usposabljanje lahko opravi kadarkoli, torej že pred opravljenim izpitom za B ali naštete kategorije. Izpit za F kategorijo se vpiše na upravni enoti, ko ima imetnik vozniško dovoljenje za prej navedene kategorije že vsaj 6 mesecev. Če pa želi pridobiti izpit za F kategorijo kandidat s 16 leti ali v primeru, da nima nobene od prej navedenih vozniških kategorij, se mora vpisati v šolo vožnje, najprej opraviti teoretično in praktično usposabljanje ter izpitno vožnjo. Vsem voznikom traktorjem želim varno, previdno in odgovorno vožnjo. Za pomlad in jesen je značilno veliko kmetijskih opravil, ki se praviloma izvajajo s kmetijskimi traktorji, traktorskimi priključki in priklopnimi vozili. Ne gre zanemariti, da je posebej pomembno, da so traktorji s kmetijskimi priključki tako v javnem cestnem prometu, kot tudi v naravnem okolju, torej na kmetijskih zemljiščih in gozdnih površinah, ko vozijo, res skrajno previdni. V letu 2022 se je na cestah na območju Policijske uprave Maribor zgodilo 35 prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženi vozniki traktorjev. V eni izmed teh prometnih nesreč je bil voznik traktorja huje telesno poškodovan. V obdobju zadnjih 5 let se je na cestah na območju Policijske uprave Maribor v letu 2018 in 2019 je bil en umrli voznik traktorja. Ne gre zanemariti podatka, da so v lanskem letu v kar 66% bili vozniki traktorjev povzročitelji prometnih nesreč. V slovenskem prostoru, torej na cestah v Republiki Sloveniji, se je v letu 2022 zgodilo 146 prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženi vozniki traktorjev. Leto predtem, torej v letu 2021, je bilo teh prometnih nesreč 160. S 35 prometnimi nesrečami, ki smo jih policisti Policijske uprave Maribor obravnavali v letu 2022, smo na prvem mestu po številu obravnavanih prometnih nesreč v slovenskem prostoru pred Policijsko upravo Ljubljana, katere policisti so obravnavali 33 takšnih prometnih nesreč. Policisti največ prekrškov za udeležbo voznikov traktorjev ugotavljamo, ko se vključujejo v javni promet s kmetijskih zemljišč, s koles svojih vozil ne očistijo zemlje oziroma blata, s čimer povzročajo nevarnost za druge udeležence v cestnem prometu. Policisti pozivamo vse voznike traktorjev, da vozijo previdno, odgovorno, da ne vozijo pod vplivom alkohola in drog, da vozijo tehnično brezhibna in varna vozila in da so še posebej pozorni pri vožnji v naravnem okolju, torej na kmetijskih zemljiščih in pa gozdnih površinah, kjer vemo, iz preteklosti se dogaja največ nesreč kot dogodkov z najhujšimi posledicami.